Živa družba, spet sem jaz. Tokratni video bo pa posnet zato, da odgovorim na vprašanje gospe Lupiti. Po imenu seveda razumete, da ni Slovenka, sem ji odgovorila v španski različici. Ampak mogoče ali pa upam, da bo tudi zanimivo pač za slovensko občinstvo. Še zlasti za tiste osebe, ki so slepi in slabovidni, pa za družinske člane in prijatelje, ki se pač družijo z njimi. In sicer me je gospa Lupita vprašala, kako se jaz gibam po hišah. Mogoče se zdi hecno vprašanje, no, ampak ja, je kar pomembno. Jaz bi razdelila hiše ali pa objekte v 3 različne skupine. Prvi najpomembnejši objekt, kjer preživim največ časa, je jasno moja lastna hiša. Tukaj jaz ne uporabljam bele palice, ker je ne potrebujem. Zaradi tega, ker tolikokrat prehodim ene in iste razdalje, ene in iste relacije, da si zapomnim pač, kje stvari so. Zdaj, da bi ta zadeva funkcionirala, je pa neobhodno nujno, da družina oziroma osebe, s katerimi živimo, da spoštujejo 3 osnovna pravila. So lahka, ampak v začetku so vseeno mogoče težka, zaradi tega, ker pač nismo navajeni takih ravnanj. Ampak v moji družini zdaj zadeva zelo v redu funkcionira. Prvo pravilo je to, da ne puščajte stvari po tleh. Včasih, ne vem, prej recimo Lisa se zelo rada igra z različnimi igračkami, in če bi bila jaz videča mamica, pač bi jih pustila, kjer bi jih pustila, jasno, da čisti iz redoljubnosti bi jo poskusila naučiti, da ne ona pač svoje igračke pospravi na svoje mesto. Ampak zdaj pa ta zadeva neobhodno nujna in ona se je tega naučila že čisto od majhnega, da pač mora zadeve umakniti stal. Ne bom zdaj rekla, da je 100% perfektno pospravljeno, ampak na tleh pa res ne pušča zadev. To je eno izmed pravil, ker če jaz stopam na eno frnikolo se igrati, lahko skozi celo hišo zaletim v vrata in to, ne vem, te vožnje ne bi bila nič kaj preveč vesela. To je ta prva zadeva. Druga zadeva, ki je pomembna, je ta, da je treba stole dati na svoje mesto. In sicer, da se jih da čisto k mizi, da ni, ne vem, po špansko se reče, da so odprti, no, ampak da ko vstaneš stola, da stol potisneš pod mizo. Zakaj? Recimo sploh tukaj so hiše načeloma, no, ali recimo povprečne hiše niso tako velike. In jaz imam vse zračunano, ne vem, podzavestno recimo, imam že zračunano, kako iti mimo mize v jedilnici, pa koliko je miza stran od kavča, in če nekdo pusti stol zunaj, se bom zagotovo zaletela v tisti stol in se potem v piščal največkrat se udaram in to je, bom rekla, nekaj preveč prijetno srečanje. Ali pa če pride kdo na obisk, pa potem stol ven potegne in ga čist na drugem mestu pusti, to je sploh tudi katastrofa zame. Tako da ta zadeva je tudi neznansko pomembna. Ta tretja zadeva, ki je pa pomembna, je pa, da so stvari pospravljene na svojem mestu. In sicer, ne vem, včasih, ne vem, sem šla v službo, pa se mi je mudilo, pa sem pustila sladkor pa kavo, kjer je pač bilo, kjer mi je zmanjkalo časa. Pa mogoče kakšno začimbico, pa kakšno posodo pustiš včasih, no to zdaj je prepovedano v naši družini, prepovedano v narekovajih, ker če nekdo, pač ne vem, če mi Diego skrije kakšno začimbo, če jo pusti na mizi ali pa na kakšnem drugem mestu, jaz lahko celo dopoldne preživim v božanju hiše in pohištva, pa pač iščem tisto izgubljeno zadevo in na koncu koncev mogoče vsi skupaj ostanemo brez kosila, ker tam, kamor jaz grem zadevo iskat, te zadeve ni. In ne vem pa kam drugam bi jo pa lahko on dal, tako da je gromozanska izguba časa, frustracija in zelo težko svoje aktivnosti opravljam, če niso zadeve na svojem mestu. Ampak se v bistvu, mogoče zveni perfekcionistično, ampak zadevo nehaš uporabljati in jo postaviš na svoje mesto in to je to. To je recept, ki pomaga za te zadeve. No, kljub temu, da je svojo hišo relativno v redu poznam, čeprav je nikoli nisem videla, ker sem pač izgubila vid, ko smo se preselili sem. Ampak vseeno, ko hodim tukaj, če vem, da se približujem steni, naredim takle gib in sicer jaz sem desničarka, pa iztegnem desno roko in dvignem dlan, zaradi tega, da jaz najprej z dlanjo začutim steno, ker sem se jo že tudi z glavo najprej srečala in tudi to ni najbolj prijetno srečanje. Če pa grem recimo mimo kakšnega pohištva, ki je na moji desni strani,
pa obrnem mojo desno roko tako, da je moja dlan proti desni obrnjena in najprej z dlanjo zatipam pohištvo, zato da se pač ne zaletim v pohištvo, ker potem sem pa vsa v modricah, to je tudi moj ljubi šport. No, to sta moja dva osnovna nasveta, pa potem, če poberem kaj recimo, ki pod mizo pade, mi je tudi moj inštruktor Jose Luis mi je dal navodilo, pač mi je dal en nasvet, no, je rekel, da lahko pač na vrh glave dam mojo roko, se pravi dlan, in sicer tako, da dlan gleda navzgor in se potem dvignem, ko imam dlan navzgor, tako da če bom kamorkoli se zaletela, da se bom najprej z roko, ne z glavo. No, ampak kljub temu se mi včasih zgodi, da kakšno buško kje dobim zastonj, pa kakšen zastonj make-up, tudi sem že bila vijoličasta po vekah, sem morala pol še ta druga veka vijoličasta pobarvati. Zaradi tega, ker pač mi se moramo držati načela, ki vsi sodobni duhovni vodje učijo, da je treba biti tukaj in zdaj. Kaj čem s tem reči? Ne morem si več privoščiti, da pač hodim recimo po hiši in razmišljam, kaj je treba še narediti, kaj je treba s trgovine kupiti, kakšne probleme imam. Tega si ne morem več privoščiti, ker če se majčkeno zgubim v mislih, se lahko popolnoma pač pozabim. Ne vem, sem čist zgubljena lahko, ne vem, kje sem in se vmes že lahko butnem v kakšno zadevo ali pa udarim. Tako da sem se že parkrat v štedilnik tudi udarila in pač je treba biti prisoten, biti tukaj in zdaj. Se razmišljaš, ko sediš, ne, to je bolj varna zadeva, ne kad človek hodi. No, to je prva poslopje, se pravi tvoja lastna hiša. Naslednjo skupino bi jaz dala poslopje, v katerih se bolj pogosto zadržujemo. Recimo, ali pa da smo se v preteklosti bolj pogosto zadrževali. Recimo, meni je bila ena zelo zanimiva izkušnja, ko smo potovali v Slovenijo 2016 in sem bila v hiši moje mame, kjer sem jaz odraščala in sem že drug dan zelo, ne vem, relativno suvereno, kakor pač lahko je suvereno za mojo situacijo, korakam te okrog, hodila po hiši, ker sem se spomnila razporeditve prostorov. Spomnila sem se tudi, kje so kakšna pohištva bila, tako da je bilo, ne vem, recimo drugi, tretji dan sem se že relativno domače in varno počutila v tej hiši. Medtem ko recimo v očetovi hiši, kjer sem bila pa samo enkrat, predtem si pa nisem tako zelo dobro razporeditve zapomnila, tam sem pa več pomoči potrebovala. No, tukaj pa velikokrat obiščem tudi svaka in svakinjo, tam recimo znam sama iti, ne vem, ali z jedilnice ali pa z dnevne sobe znam sama priti do stranišča, tudi vem, če bi šla rada v kuhinjo, kaj vem, kje kuhinja je. Znam iti tudi proti shodu relativno v redu sama. Zadeva je taka, no, da pač tam, ker se večkrat gibamo, tam tudi lahko precej neodvisno pač se gibamo okoli, zaradi tega, ker vemo, kako stvari so. Čeprav, ko greva na obisk komu, no, ali pa ko gremo na obisk komu, recimo se največkrat meni Diego tako pomaga, da recimo se usedemo na kavč, pa reče, jaz na tvoji desni sedim, zraven mene sedi, ne vem, Sandra, zraven je Vanja, nasproti sta Mojca pa Vasja, potem je Timi zraven njiju in pač tako mi pove, pač, katere osebe so, pa kje približno sedijo, kljub temu, no, jaz zdaj sama pač ne poskušam več vzpostaviti stika, razen če je oseba neposredno ob meni. Drugače pa se mi je nekajkrat zgodilo, da z nekaterimi osebami, s katerimi sem želela govoriti ob določenih priložnostih, nisem imela možnosti govoriti, ker jaz sama se nisem mogla približati. Oni se mi pa v tistem momentu niso približali, pač iz tazga ali pa z drugačnega razloga, so se zaklepetali s kom drugim ali pa kaj podobnega. Tako da zdaj se enostavno rečem, Diego, veš kaj, jaz bi pa rada govorila z Mojco, me lahko prosim k Mojci pelješ, no, pa sem tam pri Mojci. In potem, ko bi s kom drugim govorila, pa rečem, Diego, zdaj bi pa jaz z Vanjo govorila, me lahko do Vanje odpelješ. No, in tako pač mi pomaga. Vedno pa vprašam, kje je stranišče, če bi bila kakršnakoli nujna zadeva, da jaz vem, kako iti na stranišče. Če pa nisem čisto prepričana, pa mi ni nerodno, pač vprašam eno videčo osebo, če me lahko odpelje do stranišča. Zdaj v teh hišah, ki sicer sem pogosto, običajno ne uporabljam palce, ampak če bi se pa počutila nesigurno in če bi se mi zdelo, da bi jo rabila, jo pa tudi pač jo vzamem in jo uporabljam, zakaj pa ne bi, in se ni nič narobe s tem. No, potem tretja skupina poslopij so pa tista, v katerih smo pa prvič. No, tukaj bi pa jaz rekla, ne vem, recimo, če greš komu prvič na obisk,
nujno želim vedeti, kje je stranišče vedno. Pa če mi nekdo pove približno razporeditev pohištva in mi pomaga, recimo vsaj v tisti sobi, kjer se zadržujemo, da se jaz ne bi po nesrečkam butala. To mi zelo pomaga. Recimo druga situacija, ki se mi pa zgodi včasih, je pa, kadar imamo možnost iti na počitnice. Gremo ponavadi v kakšne hotele in tam je pa problem, ker so pa meni neznane sobe in mi Diego pri vratih pove, na primer reče, no, tukaj na levi je pa ena zakonska postelja, potem zraven zakonske postelje je nočna omarica, zraven te nočne omarice je pa še ena zakonska postelja, potem nasproti druge zakonske postelje je pisalna miza pa stol, nasproti prve je pač mizica za make-up, zraven je televizija, no, med obema tema dvema mizama je pa pot v kopalnico, imaš pa na desni strani umivalnik. Če greš še naprej, imaš pa na desni strani školjko, na levi strani imaš pa tuš. No, in potem mi on to razloži, pa tudi nekak tretji dan že pač toliko zadevo obvladam, da lahko tudi ponoči, če se zbudim, grem brez pomoči v stranišče. Recimo, ko se zbudiš ponoči in rabiš iti na stranišče, je težko, če ti popolnoma neznan prostor. Prepričana sem, da bi kakšni moji prijatelji, ki so slepi in slabovidni, kakšen tretji dan prav tako samostojno šli iz hotelske sobe v recepcijo hotela, v restavracijo, v kakšno pekarno, v kakšno kavarnico, ne vem, sigurno bi šli raziskovati naokrog. No, jaz nisem tak tip človeka, jaz že prej, ko sem videla, pač tudi nisem, jaz vedno rajš preživljam čas z osebami, ki so mi ljube. Se pravi, če gremo na počitnice, je moja glavna zadeva, da se mi trije družimo, da pač se pogovarjamo, da gremo skupaj jesti, da skupaj vidimo nove zadeve. Jaz pač nimam kakšne hude želje iti sama raziskovati, še manj pa, da bi me potem Diego pa Lisa iskala v tem zlupu, kje sem se izgubila. Tako da jaz tega ne prakticiram, sem pa prepričana, da pa veliko mojih prijateljev bi si pa tudi upali samih okrog, čez 2-3 dni. Enostavno vprašaš in bi rekla, da imajo več prakse, so bolj samozavestni in jaz mislim, da je ta zadeva tudi čist izvedljiva. Jaz upam, da je bil ta video vam v pomoč. Če nimate sami težav z videom oziroma ne poznate nobenega, ki bi jih imel, hvala Bogu, da je bila mogoče to samo kakšna zanimivost. Če pa dejansko poznate koga, pa upam, da vam bo pa ta video pomagal, da boste vedeli, kako bi mogoče lahko pomagali osebi, pač s katero se družite. Hvaležna bom za komentarje, če sem pač jasno razložila zadeve ali ne. In tudi, če imate vi željo, da posnamemo video na kakšno drugo temo, ker konec koncev video snemava zato in moje izkušnje delim zato, da pač pomagam osebam oziroma, ki imajo težave z vidom, oziroma osebam, ki sobivajo z njimi, da bi jim zadeve olajšala. Jasno, da nas lahko kot vedno všečkate in delite s komarkoli želite. In vas tudi vabam, da se brezplačno naročite na najin kanal s klikom na kremšnito v zgornjem desnem vogalu. Ko se konča video, s tem boste pač vsakič obveščeni o novih vsebinah. Se vidimo tukaj naslednji četrtek. Adijo!